Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V soboto so v Gornji Radgoni odprli 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Ob glavni ulici v Lendavi so se v soboto zbrali kuharice in kuharji ter obiskovalci in obiskovalke na tradicionalnem Bograč festu. V sredo se v Murski Soboti začenja festival sodobnega plesa Fronta. Nogometaši Kopra so v 6. krogu prve lige Telemach premagali Muro z 2-1. In še vreme, jutri bo precej jasno, ponekod popoldne tudi pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Gornji Radgoni so v soboto slovesno odprli 63. kmetijsko-živilski sejem, ki prinaša vedno nove predstavitve novih tehnologij in trajnostnih prijemov v kmetijstvu. Poudarek pa je na sodelovanju. Država partnerica letošnjega sejma je Republika Srbija. V Gornji Radgoni so v soboto slovesno odprli tradicionalni že 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na Agri se z najnovejšimi tehnologijami in rešitvami predstavlja 1710 razstavljavcev iz 35 držav. Država partnerica letošnje Agre je Srbija. Danes vemo, da so nujni svež veter, nova vsebina in predvsem pogumne odločitve, tako v samem sektorju, kot tudi na ministrstvu samem. Podpirajmo mlade, podpirajmo starejše kmetovalce ter kmetijska podjetja, ki bodo nosili našo dediščino in tradicijo naprej. Cenimo znanost in inovacije. Prihodnost slovenskega kmetijstva bo takšna, kot si jo bomo ustvarili vsi skupaj. V Sloveniji imamo več kot 150-letno tradicijo zadružništva, kar pomeni za kmete boljše pogoje za trženje. Zadružništvo ostaja odporno na izzive sodobnega časa. Poslanstvo kmeta ni zgolj pridelava hrane. Poslanstvo kmeta je varovanje zemlje, varovanje vode in zraka, skrb za krajino ter prenos modrosti na naše mlajše rodove. Javna agencija Spirit je v sodelovanju s srbskimi partnerji pripravila tudi slovensko-srbski poslovni forum. Slovenija in Srbija imata veliko skupnega, predvsem pa tudi na področju agroindustrije. Obe državi se ponašata z dolgo tradicijo kmetijstva, raznoliko pridelavo hrane in dinamičnim razvojem kmetijstva, ki vse bolj išče poti na tuje trge. To predstavlja močan temelj za oblikovanje uspešnih partnerstev in skupnih projektov, v razvoju trajnostnih rešitev, krepitvi prehranske stabilnosti ter povečanju konkurenčnosti na globalnih trgih. Država partnerica letošnje Agre je Srbija. Mi na prirodu ne možemo uticati, na Boga ne može se utiče, zato možemo da utičemo našim radom, šta god možemo da popravimo svaku u svojoj zemlji, ali mislim da puno toga možemo uraditi zajedno. Republika Slovenija, Republika Srbija, mi zaista imamo redne odnose, prednu saradnju među naših kompanija i danas na ovom forumu ćemo pričati upravo o tome kako da to produbimo, kako da nastupimo možda negdje zajednički na nekim stranim i drugim tržištima, naročito primjer tržištu afričkih zemalja, tako da poznavajući svog kolegu Dejana Židana, kada mogu da kažem prijatelja koga sam imao priliku davno još da upoznam, verujem da ćemo napraviti na dobrobit obe zemlje i danas bilo zadovoljstvo da prisustvujem kao zemlja partner u ovom sajmu i sa svojom koleginicom Matijom Čalušić obišli smo zaista štandove kako slovenačkih proizvođača, tako i srpskih izlagača i mogu da kažete zaista jedan impozantan sajam i priredbe. Pa glavni izazov su ove promjene koje se dešavaju i glavni su potencijali da razvijamo prerađivački sektor, upravo da vam kažem i kompanije koje se nastoje. Samim tim ćemo povećati potrošnju poljoprivrednih proizvoda i samim tim ćemo omogućiti poljoprivrednicima da proizvode po većim cenama. Strateška partnerstva so ključna za dolgoročni uspeh. V Lendavi je v soboto potekal tradicionalni Bograč fest, ki je največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji in hkrati vabi z dobrim vzdušjem ter številnimi spremljajočimi prireditvami. A v ospredju ostaja bograč. Staro mestno jedro, glavna ulica in mestni oder v Lendavi so bili v soboto v znamenju tradicionalnega Bograč festa, ki je vsakoletno največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji. Letos je kar
bilo prijavljenih 134, danes se jih je pojavilo 126 ekip, kar je rekordno leto. Lani jih je bilo 115. To dokazuje, da delamo v pravo smer, da druženje in tudi, bom rekel, kvalitetna priprava dogodka nas zaznamuje, da delamo v pravo smer. Jaz sem vesel, da so se nam tudi pridružili iz drugih držav. Na Bograč festu je sodelovala tudi znana masteršefinja. Dopoldne je malo ponagajal dež, a glavno je bilo dobro vzdušje na in ob prizoriščih. Malo se je dežval, ampak kuhanje gre top, tako da energija je na vrhuncu. Počasi se že ljudje začnejo nabirati, tako da 2 uri pa bo top. Vsak dober kuhar ima tudi svoje male skrivnosti, da postane jed takšna, kot si jo želijo. Imamo že eno sestavino, samo tega pa ne izdamo. Ostaja skrivnost. To pa je ljubezen. To pa je ljubezen. Ljubezen do kuhanja. To imamo mi skrivnost. To pa je deci ljubezni, se no da. Z deci ljubezni s posipom erotike. Poleg Bograča je večina tekmovalcev pripravila tudi dodatno ponudbo. Kot poudarjajo, ni pomemben samo rezultat na tekmovanju, ampak da se imajo lepo. Danes pripravljamo pač bogračne, to našo tradicionalno jed za tekmovanje, tudi delno, ali pa tudi za naše člane Društva vinogradnikov Lendava. Poleg tega imamo še tudi neko drugo ponudbo, malo kajkoli si vzamejo, zaseka, ocvirkom namaz, neke domače klobase in potem še poleg čebula ali pa kakšna paprika. Ne? Bograč mora imeti vedno nekaj sestavin, ki so tradicionalne. Morajo biti vedno 3 sestavine. Ne odobravam tisto grečko, ki je samo dovolj goveji stegen ali pa kajkoli je. Mora biti 3 vrste mesa, obvezno mora biti svinjsko meso, mora biti potem še govejo in še potem pač divjačina. Ne? Obiskovalci so bili zadovoljni, kljub temu, da jim je vreme malo zagodlo. Ja, zelo dober, zadovoljni smo. Edino vreme nam malo nagaja, ampak je super. In vzdušje je prijetno. V sredo se bo v Murski Soboti začel festival sodobnega plesa Fronta. In umetniški vodja Fronte oziroma tudi zavoda Flota, Matjaž Farič je v naši družbi. Matjaž Farič, lepo pozdravljen. Dober dan. V sredo 27. avgusta se bo začel festival sodobnega plesa, ki v mesto in na prizorišča v mestu prinaša vedno znova kaj novega z plesnega sveta in seveda je tudi številna mednarodna udeležba. Ja, festival Fronta zmeri predstavlja najbolj pomembno oziroma najbolj prodorno plesno produkcijo tistega obdobja. Letos je to kar pester program in nekako ta programska rdeča nit se je sestavila sama od sebe, saj sodobni ples velikokrat zrcali to, kar se dogaja v tem trenutku našega bivanja okoli nas. In letos je to kar precej predstav na temo militarizma, vojne, na temo umetne inteligence. V programu pa imamo tudi lahkotnejše predstave, ki so primerne za vso družino in jih predstavljamo zunaj na prostem. Začelo se bo s Panama Pictures z Nizozemske. In Nizozemci so le eni izmed tujih plesalk in plesalcev, ki se bodo predstavili v mestu. Tako je, začeli bomo s skupino Panama Pictures in predstavo Into Thin Air, kjer na nekih lebdečih stopnicah plesalci skušajo pobegniti navzgor. Gre za spoj sodobnega cirkusa in sodobnega plesa. Potem bomo nadaljevali slovensko predstavo Razkriti trenutki 2 zelo zanimivih avtoric, ki spajata video, vizualne elemente in sodobni ples. In uradno otvoritev bo gostila plesalko Jong Bin Seo iz Južne Koreje in znano francosko skupino Compagnie Leila K. Naj kot zanimivost povem, da je koreografinja Leila K. letos priprevala tudi delček koreografije za turnejo znane pevke Beyoncé, ampak to, kar bomo mi prikazali, je nekaj malo bolj resnega. Gre pa za ženske, ki na odru zelo divje plešajo, če lahko povzamem z eno besedo. Festival se potem nadaljuje v naslednjih dneh s predstavitvami na prostem pred gradom na Grajski ploščadi, potem hrvaško
italijanska naveza v gledališču Park v četrtek s predstavo Alarm, ki na nek zelo zanimiv način govori o temah militarizma in vojne. Avtorja predstave sta Pancetti Ticoni, italijanski duo, ki se bo na festivalu predstavil še z 2 deloma. In prav zaradi tega, kar se dogaja v svetu, smo izbrali fokus na njunih delih. Festival se bo zadnji dan začel z predstavo Ali ptice sanjajo o letenju slovenskega dvojca Fabla. Predstava je primerna tudi za otroke. To bo ob 11. uri na ploščadi pred gledališčem Park in ob 19. uri pred gledališčem Park. Festival se bo pa zaključil s predstavo Ara Ara, ki uporablja neke tradicionalne italijanske veščine metanja zastav in to spaja s sodobnim plesom. Ena izmed zelo zanimivih zadev je tudi, da se lahko pogovorimo z artisti oziroma z umetniki, ki plešajo, da bi morda bolj razumeli tale telesni izraz. Ja, žal so ti pogovori samo v angleščini za lažjo komunikacijo, ker vsako prevajanje nekako zaustavi to spontano komunikacijo, ampak ta angleščina ni zelo zakomplicirana, to da vsak, ki malo razume, lahko sodeluje. In pogovori z ustvarjalci so zelo pomembni zato, ker publika lahko vpraša karkoli. Ni neumnih vprašanj. Na festivalu imamo te pogovore z ustvarjalci po predstavah prav zato, da se lahko osvetlijo ozadja tega, kar smo videli, vzpostavi direkten stik med nastopajočimi in gledalci in da se mogoče tudi kaj izve o načrtih ali pa o zgodovini teh nastopajočih. Zdaj, takole še letos se bo zgodila že 20. fronta. 20 let je eno zelo lepo obdobje in je težavno pripeljati in izvesti en takšen festival. Svoje čase ste imeli tudi kakšen flashmob, ki je v mestu. Tako je, imeli smo veliko presenečenj, ki so se dogajale na ulicah, sredi življenja, na tržnici, tudi v knjižnici. Letos smo se odločili bolj osredotočiti se na tradicionalna prizorišča, ki so zaradi tega pač, ker praznujemo 20-letnico, je pa seveda to omejeno z infrastrukturo v samem mestu. Na področju kulture je infrastruktura še dokaj primerna, ampak veliko večji izziv je seveda tako kot za vse ostale prebivalce Prekmurja logistika, to, kako pripeljati ljudi z letališča z vsemi temi zastoji na avtocestah, številom kapacitet prenočitev v Murski Soboti. Skratka, te omejitve se nekako spreminjajo, ne? Ampak najbolj nas pa veseli to, da ko uzremo v nekih svetovnih novicah, nekih pomembnih medijih, da se recimo čez nekaj let, da se predstave, ki smo jih mi gostili že nekaj let pred tem v Murski Soboti, postanejo neka uspešnica in si lahko rečemo, to smo mi v Murski Soboti videli že pred leti. Se pravi, Matjaž Farič, vam in zavodu Flota je uspelo mestno občino oziroma mesto Murska Sobota postaviti na zemljevid pomembnih mest z festivali plesa. Ja, v bistvu se mi zdi, da ima Murska Sobota zelo pomembno lego. Velikokrat Prekmurci jamramo, da smo zapostavljeni. V bistvu pa je dobro pogledati malo z drugega zornega kota. Od takrat, ko smo del Evropske unije in evroatlantskih političnih povezav, smo nekako bolj v središču. Avtocesta je do Murske Sobote, potem Murska Sobota je na presečišču poti od Dunaja do Zagreba, od Budimpešte do Ljubljane in naprej do Jadranskega morja. Skratka, se mi zdi, da bi lahko to neko lego veliko bolj razumeli kot neko osrednjo lego, hkrati pa tudi to, da imamo bližino 3 meja. To je Avstrije, Hrvaške in Madžarske in to pomeni, da smo že v samem našem bistvu življenja, če naredimo malo večji ovinek od enega do drugega kraja, že potujemo skozi sosednjo državo. To pomeni, da živimo nekako v mednarodnem prostoru tako ali tako. Zdaj pa se bomo tudi udejstvovali in družili mednarodno že od srede 27. avgusta ob 18. pred gledališčem Park in ja, lahko tudi zaplešemo. Ja, seveda, za obiskovalce prireditev in nastopajoče in ekipo, ki je kar številčna, skoraj 30 nas je, so ob večerih v Soboškem Miku organizirani
večeri tudi v plesu, kjer lahko zaplešajo tudi vsi drugi, ne samo tisti, ki bodo plesali na odru, ampak vstopnina je pa seveda vstopnica od prireditev v gledališču Park. Najlepša hvala za obisk, Matjaž Farič. Hvala tudi vam in vabljeni, da si ogledate naš program in vse podrobnosti na spletni strani www.flota.si in da obiščete tudi katero od naših prireditev. Na stadionu Bonifika je potekal boj med domačim Koprom in Muro v 6. krogu prve lige Telemach. Koprčani so na lestvici na 2. mestu, medtem ko je Mura v drugi polovici lestvice na 8. V soboto so na stadionu Bonifika pri nogometaših Kopra gostovali nogometaši Mure. V 6. krogu prve lige Telemach so Koprčani premagali Črno-bele iz Murske Sobote z 2-1. Za Muraše to pomeni 6. zaporedni poraz na gostovanju, čeprav je bila Mura zelo bojevita. Pa mislim da smo obe ekipe imale po jedno polovreme. Mislim da je Kopar bio bolji prvo polovreme, da mi nismo ušli dobru utakmicu i da nismo igrali dobro prvo polovreme i da smo primili taj gol. Mislim da smo drugo polovreme već i od kraja prvog polovremena uspostavili neku našu igru i da smo izjednačili, da smo se vratili u utakmicu i onda smo iz neke individualne greške koje se dešavaju na utakmici poklonili drugi gol. I posle toga je protiv Kopra, su oni jako iskusna ekipa, jako teško da vi ponovo vratite rezultat na njihovom terenu. Probali smo do kraja utakmice, ali mislim da nismo bili dovoljno dobri danas za više od poraza. Iako možda po poluvreme svakoj ekipi možda bi realan i najrealniji rezultat bio da je bilo nešto nerešeno. Trener Murine ekipe je omenil napako Žana Petroviča, ki je sicer odigral dobro tekmo, a takšne napake se dogajajo v mladi ekipi. Gledajte, nešto vam kažem, Žan Petrović je u ovih 6 kola možda jedan od naših najstandardnijih i najboljih igrača. Neka greška tog tipa individualno kod njega koji je mladi igrač se dešava, mi to moramo da istrpimo. Naravno da nije dobro kad nam se to desi i iz toga primimo gol, ali jednostavno mislim da smo morali mnogo bolje mi da odradimo na terenu, da damo još neki gol Kopru, da budemo još opasniji, da imamo još više šansi. Tako da greške su sastavni deo fudbala, danas smo mi više puta pogrešili od njih, oni su pobedili i moramo se okrenemo sljedeće utakmice. Muraši so pokazali borbenost na gostovanju na Bonifiki, a vseeno ni bilo dovolj za zmago. Pa mislim da smo loše odigrali prvo polovrijeme. Prvo polovrijeme primili smo gol odmah u drugoj minuti. Trebalo nam je cijelo prvo polovrijeme da dođemo sebi. Na polovremenu smo skupili glave, dogovorili se za novu taktiku, novo sve. Krenuli dobro drugo polovrijeme, dogodila nam se greška u drugom polovremenu. To nas je koštalo. Mislim da smo zaslužili bod, ali nakon lošeg prvog polovremena nemamo što tražiti više. V začetku drugega polčasa je prav Proleta dosegel zadetek. Poglejmo še napoved vremenoslovcev. Jutri bo precej jasno. Popoldne v zahodnih krajih ponekod zmerno oblačno. Zjutraj je bilo jasno. Opoldne so v Murski Soboti in v ukrajinskem parku Goričko namerili 21, v Radencih 23 in v Lendavi 24 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v zahodnih krajih ponekod zmerno oblačno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, na primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 11, v Mariboru 13 in na Ptuju 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa v Murski Soboti 29, v Mariboru 27, na Ptuju pa 28 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo po večini sončno, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno. V Posočju bo lahko kakšna kaplja dežja, pihal bo jugozahodni veter, topleje bo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 11 in 21, čez dan pa med 25 in 33 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi na naši spletni strani ali socialnih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!